Opel je svoj novi 1,6 litrski dizelski motor vgradil že v kar nekaj svojih modelov. V Astri pa ga vozim prvič. Mešane občutke pušča. No, vsekakor je boljši od svojega predhodnika po občutkih med vožnjo, verjamem pa, da ga bodo še malo izboljšali. Predvsem pri uglajenosti mu še nekaj manjka. Predvsej glasen je. Sploh v prostem teku znajo tekmeci bolje skriti svoje dizelsko poreklo. Zato pa razveseljuje z močjo. Ne velja za manj za najmočnejši 1,6 litrski dizelski motor, ker se lepo čuti, da vleče že iz precej nizkih vrtljajev, ko se turbina zbudi, pa še precej bolj. Povprečna poraba je malo nad 6 litri. Kljub zajetni masi Astra je vožnja kar dinamična, menjalnik lepo deluje in podvoz je nastavljeno precej dinamično. V bistvu kar preveč. Se mi zdi, da so se inženirji zelo potrudili pri tem, da se Astra res dobro hitro pelje, namesto da bi bila malo bolj udobna. Veliko prostora v kabini je jasno posledica zelo konkretnih zunanjih mer, saj je Astra med konkurenco največja. Res mi je všeč, da so tako lepo poskrbeli z vsemi temi predalčki za vaše drobnarije, manj pa mi je všeč tale vmesnik, ker ima enostavno preveč gumbov. Ampak se da znajti. Po novem je tudi zaslon bolj pregleden, ker ima večjo ločljivost, tako da navigacija lepše izgleda. Tale Astra ima paket opreme Active in stane z nekaj dodatne opreme 24.660 evrov, brez nje pa 20.690, kar se mi zdi primerno. Pa še tole. V Astrah vedno super sedim. Dobre sedeže imajo, fino si nastajen volan, res se dobro počutim znotraj. Ko bo še motor malo tišji, bo v samem vrhu razreda.